Sva v edini kraški jami, skozi katero pelje asfaltna cesta. Bosansko prečenje ob bok naravnega mostu. 3 stebri naenkrat. Ko so lepi. Jezero 0. To je velika prerast med Palami in Sarajevom, ki jo je izdolbla reka Miljacka. Lepo pozdravljeni v Raju na zemlji. Pred vami je drugi video o raziskovanju lepot Bosne in Hercegovine. V prvem videu sva vam pokazala najvišji vrh Bosne in Hercegovine, pa peščene piramide in pa jame na reki Bistrici. Zdaj sva se pa premaknila v bližino mesta Pale nad Sarajevom. Zdaj sva pa v bistvu med mestoma Pale in pa Goražde, bomo rekli, v soteski reke Prače. Greva si pogledati jamo Goveštica, pa naprej je še ena jama Banstena. Tale cesta za nama je, se pravi, cesta skozi kanjon reke Prače. To je bila pa nekdanja ozkotirna železnica, po kateri se je peljal kdo? Čiro, vlak Čiro. Evo, in tukaj je zdaj tale tunel, se pravi, to je še z Avstro-Ogrske, tunel ozkotirne železnice, skozi katerega je peljal znameniti Čiro. Evo, zdaj greva pa skozi tunel, potem pa mislim, da morava zaviti levo, čez tole rečico Pračo, pa potem levo do jame. Evo, tale tunel je pa kar dolg. Tunel nekdanje ozkotirne železnice. To je bila seveda železnica med Sarajevom pa Beogradom za časa Avstro-Ogrske. Čeprav sicer sploh ne zgleda, da je ozkotirna bila, tle je kar precej širok tunel, ampak ne bi bila. Mogo stalo 102 tira. Zdaj pa mislim, da mora takoj zaviti levo, pa čez rečico Pračo, jo prebrodati. Vidimo, če je kakšna pot. Mislim, da bi mogla biti. Levo. Kaj hudega ni. Tele, po moje, ostro levo, ja. Evo jo. Od tunela smo mogli res ostro levo, pa skozi ob reki Prači mehno vzgor, 150 metrov. Evo, zdaj pa tam ne vidva en izvir, ki preteče v Pračo, in to je siguren izvir, ki preteče z jame Goveštica. Tako da zdaj moramo pa čez reko Pračo. Bosansko prečenje reke Prače. Prišla na drugo stran Prače. Evo, zdaj pa vhod v jamo. Spet ogromen vhod. Aha, se vhod v jamo je suh, se pravi, tlele pa izvira pred jamo. Verjetno pa je več, da že pa z jame teče tudi. Vhod v jamo Goveštico, spet ogromen vhod. Evo, pred vhodom pa takle čudovito naravno okno. Ega. Pa naravni most. Super. Evo, ko je to ogromna dvorana. Ja, ampak se sliši voda noter. Da verjetno bo tam že jezerce, a je? Evo, obok naravnega mostu.
Tole je izhod ven z jame. Zdaj pa da vidimo. Takoj od vhoda v jamo prideva do takega jezerca. Tako da tole se bo za naja že kar končal. Je pa zelo, zelo lepo. Izvirno jezerce v jami Govještica. Naprej se pa sliši govorenje vode, oziroma celo je slab, verjetno celo je jamski slab. Evo, tukaj je nekaj par kapnikov. Zanimivo, takole izgleda tole izvirno jezerce. Pa ven jame. Zdaj se pa nahajava že čist v bližini Pal in se greva pogledati izvir reke Miljacke. Zdaj, kdor mogoče še ne ve, reka Miljacka pač potem teče skozi Sarajevo. Sarajevo je mesto na 3 rekah, se pravi na Bosni, Železnici pa Miljacki. Tako. No in zdaj greva pogledati izvir Miljacke. Moramo pa še povedati odprej. Se pravi, rekla sva, da bo šla pogledati 2 jami. Govještico sva najdla. Ja. Jame Banstena pa nisva najdla. Iskala sva jo 1 uro, sigurno, vse sva tam prečesala, pa enostaven je ni. Ja, ni. Tako da, Naslednjič. mogoče naslednjič. Zdaj pa tole, se pravi tale izvir reke Miljacke, potem greva pa še tudi v bližini Pal pogledati naravni most oziroma naravni preduh, oziroma oni rečejo prerast, tako, na reki Miljacki. Se pravi, tudi reka Miljacka gre podobno kot reka Bistrica v prejšnjem videu skozi naravni tunel oziroma naravni preduh. Evo, prihajava do izvira Miljacke. O, kakšen čudovit slapič. Ja, prav lepo. Ja, tole je izvir, v višji ni več vode. Res lepo. Kakšne lepe kaskade so na izviru. Prav čudovit je. Res, kakšen mir. Malo. Milina. Čudovito. Evo, hodiš po mahu, uživaš 100 na uro. Za konc današnjega dneva sva se pa spet znajdla na Oskotirni železnici. Evo, to je pa Giro di Ciro. Oskotirna železnica se zdaj rab kot kolesarska pot med Palom in Sarajevom. No, tukaj so Pale, mi so zdaj tukaj in greva pogledati tole prerast, se pravi ta naravni preduh, skozi katerega gre reka Miljacka. Ja, moram pa popraviti, ta nekdanja Oskotirna železnica je šla od Sarajeva do Višegrada, seveda ne do Beograda. Spet greva skozi tunel, evo, tukaj je pa celo osvetljen. Zanimiv. Evo, prav luči se pa žgejo, ko gre na gibanje. Greš noter. Lepo, zanimivo. Prišla sva skozi 3. tunel na tej Oskotirni progi. Evo, zdaj naj pa tale kaži pot že usmerja v desno. Pravimo še 150 metrov do prerasti. Zelo ozka stezica. Pa dol do reke Miljacke. Prišla sva do reke Miljacke. Zdaj pa verjetno mora malo po potoku še navzgor, ja. Zanimiva divja reka Miljacka. Zdaj pa gremo pogledati na prerast. Evo jo, je kar velika. Isto majhna prerast. Lepo.
Evo, kar velika proti maji, kar velika prerast. Gremo skozi. Prerast med Palami in Sarajevom, ki jo je izdolbla reka Miljacka. Je pa žal Miljacka, je že precej umazana. Tam na izviru je bila čisto, popolnoma čista. Potem pa gre skozi Pale in pogledajte, takšna svinarija. Žal, tako to je v Bosni. Pa sem pod obokom prerasti oziroma preduha, ko z reko Miljacko. Evo, tako je preteče skozi. Preduh odgorej. Grem pa še skozi naprej. Takole je pa ta naravni preduh še z druge strani. Evo, gremo pa zdaj še nazaj. Skozi preduh. Super. Zbudila sva se v naslednji dan Bosne in Hercegovine. Prav, to je drugi dan tega videa. In prišla do enega zanimivega jezera, ki je sicer umetnega nastanka. Tukaj so kopali rudo. Ime jezera je pa zelo zanimivo in to je Jezero Nula. tako. Ali Smreka. Ali Smreka, ja. Prav, jezero Nula. Res zanimiv. Ime so dali. Pač pa zelo lepe barve. Tak res modro, modrikasto. No in tle greva seveda zdaj se na kopanje v jezero Nula. Je pa to jezero se nahaja pri mestu Vareš, od Sarajeva po avtocesti proti Zenici in pa v mestu Breza zavijemo z avtoceste in se piremo po Endolin do mesta Vareš. Je pa na približno 800 metrih nadmorske višine, se pravi kar precej visok. Je pa res zanimive, lepe barve. Greva sprobati. Še jezero Nula, zma više, približno 50 metrov nad jezerom. Lep, zanimiv, umetno jezero. Voda pa topla, 25 stopinj. Super. Zdaj pa naprej proti eni izredno zanimivi stvari. Evo, prišla sva do vhoda v jamo. Gledajte, kakšen zanimiv znak. Ste že kdaj videli takle znak? Se pravi, pozor, oziroma zmanjšajte brzino. Netopirji. Gremo pogledati. Tole je začetek jame Ponikve. Že hladno. Nisem še zasledil, da bi šla prav cesta skozi kraško jamo. To je čist naravna kraška jama, nič ni skopan. Evo, tukaj pa teče potok Ponikva skozi, zato se imenuje Ponikva. Zdaj sicer suh, vidim, da ne teče nič. Je pa seveda osvetljena kraška jama, pa skozi gre cesta, res zanimiv. Skozi edino kraško jamo, skozi katero se da z avtom.
No, zdaj sva se z avtom prepeljala skozi, zdaj greva pa še z te strani nazaj pogledati tole jamo. Evo, tukaj pa, vidite, preteče tale potok in gre skozi jamo. Zdaj seveda suh, ne teče. Evo, že tlele vidite, da je to res kraška jama, takole visok ne bi kopali. Zanimivo. Evo, tamle not pa je ena luknja. Prav, spet v bistvu naravni preduh, skozi katerega teče potok. Samo da je zdaj suh. Res, noro. Sva v edini kraški jami, skozi katero pelje asfaltna cesta. Evo. Pogled nazaj. Ta potok je naletel na naravno oviro, na zid spodaj in seveda je mogel skozi jamo, skozi katero se da z avtom. Je pa jama dolga, je ne 400 metrov. Od jame Ponikve sva se zdaj peljala čez en prelaz do mesta Olovo, potem pa nadaljevala do mesta Kladan in v Kladnu sva zavila levo proti Bebrevski pečini. Tle v tej bližini sta dve jami in sicer Djevojačka pečina pa Bebrevska pečina. Ja, Djevojačko pečino imate že v enem videu iz Bosne in Hercegovine. Tam, ki je bil Žiga zraven. Ja, vam bom dal desno gor link do tega videa. No, zdaj greva pa do Bebrevske pečine. Ta je oddaljena od Kladnja kakšnih dobrih 10 km. Najprej asfalt, potem pa še ne 5 km makadama recimo. Evo, tako da zdaj sva tukaj. Treba pogledati še tole jamo. Zdaj najprej imamo 15 minut hoje. Bebrevska pečina. 500 metrov piše. Ja, se pravi. 15 minut, 100 višinskih metrov. Ja, je pa kar zanimiva potka. Prišla sva do vhoda v Bebrevsko pečino. Sicer je zaščitena z mrežo, ampak tle je mreža pač odprta, škamot noter. Ja, zdaj pa spust dol v globel. Vidi se pa, da prav veliko ljudi tukaj ne hod. Zdaj nam je pa čaka olajšanje. Razbrala res kar eden najbolj vročih dni v poletju, če ne kar najbolj vroč. Se že čuti olajšanje, je tako? Hladovina. Evo, takoj, 10 stopinj manj v trenutku. Z 30 je padlo na 20, zdaj bo pa hmalo že na 10. To je pa zdaj vhod v Bebrevsko pečino. Kar strm spust, ampak so stopnice. Drugi vhod v jamo. Zdaj so pa šla skozi tega, pa še spust nižji dol. Lojtrce. Strme. Jamski kanjon. Zgor. Zdaj enkrat še ni kapnikov. Vidimo. Evo, skala. Ravni mostek. Poski prehodi. Mijo moži. Evo, zanimive skale. Evo, prvi lepši kapniki.
Poglejte ga, steber. Edini steber v tej dvorani, lepo. Poglejte ga, lepoca. Še tale spredaj. Tale steber, še z te strani, lep. Prav zanimivo kako. So res drugače, čisto majhni kapljiki, tale steber je pa zrasel pač celotno dolžino. Ja, prav glih dotaknjena sta se že, evo, sta že skupaj. Že lahko rečemo, da je steber. Ja, tukaj je lepo. Lepa dvoranca. Evo, tale je pa padel. Slušamo. Gotov. Lepoca. Ko sta lepa. Aj tega, wow. Kakšen steber. Ja, čudovit. 3 stebri naenkrat. Ko so lepi. Znajte to, tale čist ozak, pa ogromen, 6 metrov visok, te dva, 4 metre, čudovita. Res lepota. Te 3 stebri so pa res lepi, evo jih. Top. Čudovit. Še en steber. Stalagmiti, evo, trojček stalagmitov, te lepote, noro. Tukaj čudovit. Evo, tukaj sem zdaj prišel do konca, tukaj je res tako ozek krov, da se ne da več naprej, tako da obračava nazaj. Tako je ozek krov, ampak skozi ta ozek krov pa prideva v tole veličastno dvorano. Evo, pa tako je tole čudovito dvoranco. Tukaj je res daleč najlepš tole. Odhajava v telah čudovitih 3 stebrov. Evo, tudi tale je čudovit, tudi tamle pri Maji, noro lepo. Super. Na koncu res čudovita dvorana, čudovita jama. Tako. Za zadnji dan Bosne sva pa izbrala še eno oziroma 2 zelo zanimivi stvari. Zdaj prespala sva v bližini Olova in sva se pelala od Olova proti Zavidovičima. Se pravi, skozi po dolini reke Krivaje. No, v Zavidovičih se pa nahajajo znamenite kamnite krogle oziroma kamnite kugle in greva pogledati na 2 lokaciji. Prva lokacija je ena kamnita kugla, ampak ta je največja, baje celo največja kamnita kugla na svetu. To so take prav čisto okrogli kamni. To je prav ten tak res naravni fenomen v bližini Zavidovičev. Jih je pa kar nekaj lokacij tlele okoli, midva greva pač na 2. Evo, tudi zelo lepo, tako prav lično urejeno. Sicer pobira se tudi vstopnina, ampak trenutno ni nikogar, tako da greva mi da tole kar pogledati. Evo, mislim, da bo tam pod streho kakšna kamnita krogla. No, predstavljate tole, tle ni pač nobene ceste, tako da to res ne morajo pripeljati, da bo to pripeljal. To je res
naravna kamnita krogla, noro. Kakšna ogromna tvorba. To je največja kamnita krogla na svetu. Od te največje greva naprej na drugo lokacijo. Tam se pa nahaja več teh kamnitih kugel, ki so sicer manjše od te, ampak jih je pa kar veliko. Prišla sva še na drugo lokacijo teh kamnitih krogel oziroma kamnitih kugel. Te so pa nekaj manjše, ampak jih je pa več. Kukar tista, ta velika se pa nahajajo v strugi enega potoka. Evo, greva kar od tam čist spodaj, pa je potokamo zgor. Evo, se že vidijo. Res zanimiv naravni fenomen teh kamnitih kugel. Kaj takega se dobi samo v Bosni. Evo, tukaj je že prva. Evo, prav v strugi potoka. Tamle še ena, spodaj. Evo, zdaj pa šla v potoku kar gor pogledati. Pa zanimivo, res so samo v strugi potoka. Drugje jih ni videti. Evo, tukaj jih je pa največ. Stiček. Evo, tukaj so pa kar 3 oziroma 4 na kupu. Evo je. Kamnite kuglice. Zelo lepa, čisto krogla. Evo, še ena. Zanimivo. Ja, tukaj se še malo podpisujejo gor. Ja, vse so take zaobljene. Evo, tle je prav prerez, vidimo. Tudi ta je bila taka precej okrogla. Ja, kako je odsekal. Zanimiv. Evo, greva še naprej po potoku navzgor, pa prideva do telah največjih kugel oziroma kamnitih krogel. Te ljudje sta pa res čudovite. Ogromne kamnite krogle. Prav res v strugi potoka. To je pa res, mislim, da zadnja, najvišja in pa tudi največja krogla v tej strugi potoka. Top. Zanimiv naravni fenomen pri mestu Zavidoviči v Bosni in Hercegovini. Se je mogel pozanimati, katera kamnina sploh tole je, ker kakšen tonalit bi znal biti. Pri tem fenomenu kamnitih krogel, kamnitih kugel zaključujeva spet nepozabno popotovanje in raziskovanje Bosne in Hercegovine. Evo, Maja, malo povzem, kaj so se videla v 5 dneh. Kopala sva se v jezerih, rekah, Krivaja, Bregava. Ja. Šla sva na Maglič, ker je bil top. To je bilo obljubljen že več let. Pa sva šla po jamah, tele prerasti. Tudi, ja, naravni preduhi, skozi katere tečejo reke. Malo sva iskala. Malo sva iskala tudi. Jamo pa jo nisva dobila, naslednjič, tako da top, bomba. Tako da sva v bistvu preživela tale najhujši junijski vročinski val v Bosni na kar precejšnji višini. Pa, če so bila pa kaj nižji, so bila pa v rekah, jezerih, jamah, tako da vroče nama ni bilo. Super sva preživela vročinski val. Tako da enkratno. Evo, Bosna jo nikoli ne razočara. Bosna je zakon. Če sta vam bila oba dva videa všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se včlanite v Facebook skupino Raj na zemlji, pa malo pogledajte na Instagram Raj na zemlji. Tako, lepo se imejte, zdaj naju pa čaka nov projekt. Prihaja nekaj novega v Raju na zemlji, tako da spremljajte naju naprej, bo zelo, zelo zanimivo. Čau. Čau.